še enkrat. Sorry. Ne, to je to. Ok, bom pa zdaj začel. 3, 4 zdaj. Tist, ki bo to posnel za zbirko, bo že zbrisal nazaj od tle naprej. Zbrisal začetek do tukaj. Ne vem, kaj to pomeni. Hotel sem spustiti. Se bo jingle, ljudje bojo prej jingle slišali, fancy jingle, ja, okay. To ni nič. Ne, hotel sem spustiti. Ti si prišel, si rekel, ne, zdaj le bova. To ni bilo nič. Ne. Okay. Dobrodošli spet v opazovalnici. Opazovalnica 2.0 po Anžetovem odmiku, vstajanju od mrtvih, recimo temu, te šaljivo, tako pravimo mi, ki se poznamo med seboj. Come back! Ne? Vemo, kako se to konča, vemo, kako je bil. Vedno se dole. Elvisov comeback, vemo, kam je šlo. Čak, kdo je imel še comeback? Jonas je imel comeback s predstavo Jonas. Kdo je imel še comeback? Joco je imel comeback, vsako sezono ga ima. Se je to šalo. Brn. Sem mislil, boš zame to rekel. Ne. Kva se kolo sreče ljudje gledajo? Kolo sreče. Ja. Ne, dober joke. Sam nekdo, ki ne gleda televizije, ne šteka. Ne šteka, o čem govoriš, kakšen kolo sreče. Ljudje pridejo, zavrtijo kolo in ti se dereš. Sreča! Ja. Tako to deluje. Nekdo drug, ne, jaz se to vejo, moji fani. In fanice. Moji fani. Se vem, da bo začela, ampak jaz bi nekaj rad rekel. Mi do tega nismo zdaj snemala 3 leta, se mi zdaj, če ne več. Ja, to si zdaj tako očitujoče povedal, pa mene gledal. Ne, v to se ne bova spuščala. Ne bova, itak se ne bova. Ampak tisto, kar hočem ne, jaz bi se, to ne bo tako dobro, kot je bilo, kot je v človeških glavah. Kar bova zdaj počela, jaz bi sam rad spustil pričakovanja. Ne bo to dobro. Deva to takoj povedati. Ja, ti si zelo strog do sebe, ne, glede tega. Jaz ne. Jaz to obljubljam najbolj zase. Rad bi samo nekaj povedal. Ne. A ja, zase, se pravi, ti boš boljši? Ja. Jaz pa, okej, razumem. Rad bi nekaj povedal in sicer jaz pišem romane, odkar sva nehala snemati. Sem jaz napisal 3-4 romane, ampak to tako, seriously. Ko smo nehali snemati, sem napisal samo dramo o predsedniku Norost. To je res. V bistvu je bilo tako, da ti si napovedal v eni zadnjih opazovalnic, da pišem roman. Da boš Kazino Banale napisal. Okay. Da si ga napisal, da boš šel. Tako. In od takrat 4. In jaz hodim po Sloveniji s predstavitvami tegale. A ja, to ljudje berejo. Ja, ljudje berejo. Tvoje knjige, to mislim. Berejo. Mislim, če predstavljaš od drugih knjige, kar bi se mi zdelo bolj logično. Ne, tega pa ne počnem. Ne. In hodim po Sloveniji, po knjižnicah, pa potem. In od začetka se mi je dogajalo to, da so ljudje, ki so hodili na te predstavitve, mislili, da bo zdaj pa nekaj čez politiko povedal, to moramo iti pa gledati, Marinka, daj si zrihti zvečer, da boš frej, da bomo šla gledati. No, in sem imel ta problem nekaj časa, potem pa pri 2., 3. romanu pač so pa ljudje videli, to je pa že to verjetno literarni večer in se mi to več ne dogaja. Ok, no to je dobro. Tako da vedno, ko se odprejo vprašanja na teh predstavitvah, je samo še, kdaj bo spet opazovalnica. Se pravi, nič o knjigah. O knjigah dejansko včasih bolj mal, ker tudi izpraševalci vedno vprašajo, koliko ljudi pa poznajo Jureta tukaj v dvorani iz televizije, pa dajo vsi roke gor. Koliko je pa že v njegovo knjigo bral, je pa recimo ful manjši procent. Ampak se višano. Kar je v redu. Ja, čeprav to je dobro, Kazanca bila na knjižnem sejmu. Ja. In sem pa rekel, in kdo še ni prebral knjige, in nobeni roke dvignil, tako da so bili pa vsi, ki so prebrali. Ne? Ja, to je pa taka srenja tam. Srenja je grda beseda. Zveni žaljivo, ampak je pozitivna. Ja, tak milje. Ja, to je tak milje, ki hodi na knjižni sejem. A ti si kaj nabavil na knjižnem sejmu? Ne, hodil sem eno knjigo, pa mi je zmanjkalo cajta. Jaz se pa klaustrofobično tam počutim, sem pa hiter popihal. Popihal si. Ma ja, tudi glavnem. Ok, mi dan se, dajmo začeti. Tradicija, dajmo res začeti. Zdaj pa zares, ajde, še enkrat, daj snemaj. Ok, jaz bom zdaj par čisto birokratskih stvari povedal, ker mislim, da jih je treba. Kje bomo začeli? Začeli bomo z pozivom za OPA Help.
Ljudje božji, mi dva rabimo vsebino, to se ni spremenilo od nazadnje, ko ste naj uslišali. Ko smo še scenarije pisali. Res je, se je tam veliko nabralo. Zdaj, kako to naredite? Greste na aparatus.si, poševnica opa help skupaj, tam je obrazec, prosim, kaj boga, prosim, kaj vprašajte, ker sicer nimava nič. To sva vedno zelo transparentno, se mi zdi, rekla. Res je, da se je tam veliko stvari nabralo, ne? Ampak ne moramo zdaj 3 leta starih vprašanj odgovarjati. Dajmo kar reči, začenjamo znova. Če ste že vprašali, vprašajte še enkrat, ampak predvsem, prosim, vprašajte. Hvala, to je prva stvar. Okay. Druga stvar. Jaz sem zdaj odprl Discord. Jure, kaj je Discord? Razloži. Discord, to je ena nova aplikacija, najnovejša. No, to je aplikacija za ljudi, istomisleče, ki se zbirajo. A sem rekel prav? Ja. To je v bistvu kot IRC kanal. A sem rekel prav? Ne vem, koliko ljudi ve, kaj je IRC. Kaj? Čakaj malo. Ti moraš vedeti, da prej smo imeli to, zdaj so najeni poslušalci, so z nama zdaj zrasli v tem času. Okay. Prej so bili to 35 let stari moški, zdaj so to 40 let stari moški. Čeprav 40-letniki najbrž vejo, kaj je IRC. To je res. Jaz sem samo nekaj rekel, ne? Takole, če mi kdo kdaj kaj napiše, kje? Ja. As of lately, recently, me ogromno ljudi vika. To me moti, da je. Ja, stara sva, tak je life. V glavnem, jaz sem Discord odprl. Če greste na aparatus.si, poševnica Discord, je tam od aparatusa Discord. Prosim, preberite pravila, ki so tam napisana. Jaz sem tam kar avtokrat, če kdo žalil, bil tečen, komorkoli težil, bo letel. To je zelo... Ja, kaj? Lahko pošiljate vroče vsebine, ampak meni zasebno. Ne, tudi ne. Direct message so tam izklopljeni. A ja, ne more noben zasebno vsebin. Ni vročih vsebin. Če bojo vroče vsebine, letite. Preberite si pravila, lepo vas prosim, res smo fine community za enkrat zgradili. Malo me je strah vas pacientov, ki tole poslušate. Jaz sem tudi noter. Zdaj sem zbrisal, moram še enkrat. Moraš še enkrat, zdaj ga pa res moč. Ja. A se pravi, ne more mi privatno nič poslati? Mislim, če te dodajo kot prijatelja, ampak tam noter sem jaz to izklopil. Se mi zdi, saj kot fulje nastavitev. Privatno vroče vsebine, no. Ne. Pa tudi privatne. Ne. Jezus, okej. Kva sem zdaj, okej, se pravi, še enkrat. To je bilo aparatus.si, poševnica opa help. Prosim, sprašujte. Aparatus.si, poševnica Discord s C-jem. Tam najdete link, vas pele, naredite account, če ga že imate, prijete noč, se pogovarjamo. Tretja stvar, Godler, najbolj pomembna. Ja. Najbolj pomembna. Ta podcast, to, kar sva opozarjala, ko sva ga že delala, se bo zdaj uresničilo. Ta podcast bo zastonj zvezdica. Ne? Ja. Ja, ok. Zdaj pa tako. Opozovalnica bo še vedno imela te, gremo jim reči epizode, bo imela neko vsebino, ki bo vsem na voljo, še vedno bo brezplačna in to. Tisto, kar je razlika, tako kot sem zdaj pri glavah naredil, ki jih s Pižancem delava, pa če veš, kaj mislim, je pa to, da tisti, ki podprete, ste včasih pač samo podprli, zato da ste dobili mail, ko je bil živ dogodek. To je še vedno res, ampak tisti, ki boste podprli, se boste pa lahko naročili na poseben feed, ki se mu bo rekel, mislim, da opazovalnica plus, tako sem ga poimenoval. Tam bo pa poleg te epizode, ki je vsem na voljo, še ena taka kratka mini epizoda, ki mi pravimo zdaj aftershave. Ne. Dopo barba. To pa ne vem, kaj pomeni. To je aftershave po italijansko. Ne. Kako se reče? Dopo barba, mislim, da. Zdaj že googlam. Mislim, da se reče. Napredval si z italijanščino, to je noro. V glavnem, tako da res ful hvala, če boste podprli. Če vas bo dovolj, bo ta podcast obstajal. Ni to grožnja, ampak res se trudimo tako, da bomo dejansko imeli neke zdrave temelje za delovanje. Tako da to še enkrat je pa podpri.si oziroma aparatus.si poševnica podpri. To je to. Zdaj, to je bil info, mal daljši, ker je bilo kar nekaj birokracije. Drugače pa jaz še tako rekel, no hvala, ker tole poslušate, ker midva nisva absolutno nič oglaševala, da se bo tole zgodilo, se pravi, to res slišite ljudje, ki ste ostali naročeni. Ne rabiš. Anže, določene stvari so, tako kot bi rekel Justin Bieber, Lady Gaga, bo naredila v Madison Square Garden. Skupaj bo ta naredila v Madison Square Garden. Kdo je Clay Bieber in kdo je Lady Gaga? To me zanima. Jaz sem Lady Gaga, jasno. Ker sva oba ona. Kva? Ja, mislim, da. V glavnem,
Okay. Kaj boste ona dva šla k PR-ovcem, pa k marketingerjem, dajte nam pomagite, mi da bi naredila, a lahko ene par jumbotov. Okay. No, Ne rabijo. Ko Ko dosežeš enkrat status kulta, se moraš z določenimi stvarmi sprijazniti. Prosim, Prva izmed nehaj. teh stvari je na knjižnih predstavitvah, da boš mogel odgovarjati, kdaj bo spet pozvalnica. Okay. Druga izmed teh stvari pa, breme je veliko. Tako da, To si večkrat rekel, da je oddaji. a sem rekel res? Ja, vidiš. To je moj leitmotiv. Tako da iskrena hvala unim, ki tole slišite, brez da ste videli, ki je na državnih omrežjih, ker to pomeni, da ste še vedno naročeni. Ker jaz sem dejansko dobil par feedbacka od ljudi, da, je tako, da so večkrat poslušali vse. Ampak zdaj so vam nehala hvaliti, to je preteklost, mi vas zvreva v prihodnost. Edina stvar, ki bi jo še rekel, je, mi da se bolj malo spomnimo, kaj smo včasih govorili. Tako da če se bomo kaj ponavljali, ne zameriti. A se karkoli spomniš? Jaz mislim, da ne. Jaz vem, da smo eno oddajo posvetili delavcem. A se ne spomnim. Dobro jutro, delavci. Ja. Nekaj smo naredili v živo. Ja. Živo se spomnim tistega momenta, ko je en gospod klical in je. Takrat, ko smo bili v živo. Radar proti Tuzli. Ja, in je, Ja, jaz se tudi radarja proti da je v Tuzli. Tuzli radar v smeri proti Ljubljani. Ja, tako je. Nekaj takega. Ja, to so bili lepi časi, to smo delali zgodovino, kar radijsko, oziroma podcastersko, kar se tiče na tem področju. Kjer podcast je še tak? Mislim, zdaj imaš vse sorte podcastov, ampak vizionarskih je pa malo bilo. V smislu izkoriščanja, imeli smo živo glasbo, imeli smo živo kliceno, Anže tega ne zmore vsak. V glavnem. Ma pa opazovalnica to lastnost, ne? Zdaj Nobelovo nagrado za fiziko so dobili lani, mislim, da trije Zeilinger, pa ten aspekt, ali ne, kako se je pisal, za ta entanglement, oziroma kako se reče, prepletanje. Kvantno prepletanje, ja. Einsteinov teorem. Kaj da veš, kaj govoriš? Ne vem, ne to pa vem. Seveda. Ne, to pa slučajno vem. Valjda. No, in ti hočem Kaj je povedati, kvantno prepletanje? ja, to je, ko sta dva delca povezana in ko pride do spremembe enega, se drug odzove, ampak tudi če je na drugem koncu galaksije, istočasno se pravi hitreje kot svetloba, zato nima smisla. To je to, kar je Einstein naučil. Jaz ne vem, če je to res. Ne, A je to res, kaj si izmislil zdaj to? Si res li to res? To je tisto, kar je. O Einsteinu vsi govorijo, pa reče, relativnost, to je neumnost, to je najmanjše, kar je Einstein naredil. Ta entanglement, to je največji teorem. No, in tele, ki so naredili test s temi delci, so v bistvu. Disclaimer, jaz ne vem, Ja, ne, jaz koliko se laže zdaj. Ne, jaz se res ne lažem. Zdaj poslušalcem govorim, ne vem, koliko Res, se laže. res veliko beremo o teh stvareh. No, v glavnem so naredili na Gran Canaria ali nekje test z delci Ja. in so potrdili, to so v bistvu delali test o opazovalnici, ker je Sem opazovalnica vedel, da je boljše. v superpoziciji. Ja, kaj da bo ven? To pomeni, da je in da je ni hkrati. Okay. A šteka, Ne. zdaj 2 let Ja. opazovalnice ni bilo. Tri, hkrati je mislim, pa da bila. 3 leta. 3 leta, se ne vem. Ja. Ok, dobro to pusti. Ker 3 leta je opazovalnica bila na nek način in je ni bilo. Okay. To je podobno, kot ta Schrödingerjeva mačka. Aha. Je v superpoziciji. Seveda. Sprav, je živa in je mrtva ob enem. Ampak zdaj je živa, ker jo spet delava. Tako da to Ja, oziroma zdaj smo dobila odgovor. Tako kot je valovanje, delci so valovanje, dokler jih ne zmeriš, pa so pa delci. Ne, a niso fotoni to? Vsi kvantni A delci. niso samo fotoni, da ne veš. Tako da lahko se pametnega narediš pri frendih, ki te vprašaš, a imaš kaj mleka v hladilniku? Mleko je v superpoziciji, je in ni. Okay. Je in ni mleko v hladilniku. Ampak ko boš pa odprl, boš pa videl. No, in opazovalnica ima te lastnosti, tako da lahko rečemo, da so bili dobitniki Nobelove nagrade za fiziko lansko leto odlikovani za delo na opazovanju. To veš, da bi da zdaj 3 leta ni bilo, ljudje so kao, bi sem oni 4, ki so tem rekli, da hočejo, da je to nazaj in so dobili tole. Ja, prav, pa imam pa na duhovne teme. Ne. Ja, ne vem. Mi dva imamo neko logiko, tej logiki se reče ocene v Apple Podcasts. Sorry, samo eno stvar še rekel. To me pa ful zanimala ena stvar. Yeah. Glede na to, da smo začenjali z opazovalnico, z reviewji Star Treka, oziroma, najprej Office, ali je bil Star Trek? Star Trek. Ja. Najprej Star Trek, valjda Star Treka, ki je bil logo vesoljski. Star Treka, potem reviewji opazovalnice, no, pa smo pa pač iztirila. Office, misliš, ja. Sorry, Office, pa smo pa iztirila. Ja. In me zanima, a je bilo kaj ljudi, ki so v tisti točki rekli, zakaj ni več reviewjev?
Povejte, ne? Ja. V Opa Help napište, če je to res. Ampak bom pa nekaj rekel. Oh, God. Ne, to ti bom pa zdaj na dušo pihnil. Okay. Metaforično, seveda ne bomo, ker ne vemo, če je duša. V glavnem, Ja, hvala za ta disclaimer. pozor. Ja, imaš Sokrata, pa ne smrtnost prosim, nekaj, No. sam povej. Dobro. Sam povej. V glavnem. Kaj sem pa hotel povedati? To pa Ne zdaj res vem, da mi boš na dušo pihal. Da ti bom na dušo pihal. Ja. Da imaš pa čarobno znanje o podcastih v smislu, Oh, God. da sem se opazil v zadnjih 3 letih, ko nisem toliko ustvaril opazovalnice, samo z Davidom so ustvarjala gospode, da sem opazil, da veliko podcastov poslušam, ki delajo revije filmov in serij, ki sem jih jaz gledal. In da je to noro dobro. Ja, to je super. To je super, ker Poslušajte Glave, kjer s Pižancem trenutno govoriva o filmih Twilight. Sorry, povej. kdo pa zbira vama te filme? To me pa zdaj zanima. Tudi ljudje v Discordu, pa tako da ni čist na ključ. Taka družna je to. Ne, jaz sem, nekaj časa sem bil na tem Discordu, nisem bil pa dolg noter, ker Zdaj boš mogel biti. so družbe, ki so preveč kul za me. Na svoj način. Ja. Jaz sem pa preveč kul za marskoga. Oh, Na svoj God. način. Okay, v redu. Zdaj Preveč pa oštar. prosim. Ocene. Okay. Zdaj, ker 5. seveda Ben ni vedel, da to nazaj prihaja, bova spraznila podstrešje. Ne? Kaj bo vas? Zdaj, tako, jaz sem šel poslušati zadnje 2 oceni, ki smo jih imeli, sta bile do 12.6.2020. Še enkrat, dejte nam še vedno te ocene dajati. Sprav, če imate iTunes na kompu, če imate iPhone, greste, ocenite, date 5 zvezdic, seveda, če je manj, ne prebereva, to že zdaj povem, to je čisto fehtarjenje. In potem napišete neko oceno. Mislim, da zadnji 2 sta bile Blaž poln profil, to sem se zelo smejal. To je pa šala iz leta 2012. Top joke, še vedno top joke. je. Pa Productivity Goblin, ki si ti rekel, to je pa moj šolci srednje. So pa ugotovila, da je. A je bil? Ne, da je bila A ja. neka ženska. V glavnem, Pa je sošolka. sošolka iz srednje, okay. Zdaj gremo pa naprej. Če mi dovoliš, bi jaz te leta kratke prebral, poš pa ti še uno te dolgo, ki je prišla v Opa Help. Lahko si porazdeljiva. Okay. Se pravi, Manca 181, že spet ljudje, ki se pretvarjajo, da so ženske, čeprav vsi vemo, da to poslušajo zdaj, 40-letniki. 5 zvezdic, You Had Me At, to je subject line, potem pa Weinstepaner in Godlerjeva veganska zaprtost. Hvala za solze smeha. O tem smo vse govorila. So vse govorila. Pa kaj sem jaz bil čist nabit? Očitno, če vprašaš Manco 181, očitno. Ok, naprej. Meta, pa mislim, da sta 2 podčrtaja. Jaz bi rekel, da sta 2 podčrtaja. 5 zvezdic, všečka je subject line, s cmokom v grlu upam, da pridete nazaj. Hvala, rada vam imam. Zakaj se pretvarjate, ljudje? Sprav, to je bilo že potem, ko so ljudje slišali, da smo šli na pauzo. Tam je tudi v redu. Firefighter Bzovc, to so najni poslušalci. Gasilc, 40 let star gasilc. Subject 5 zvezdic, subject ne upam, da čim prej prijete nazaj. To je bilo, on je to dal 23.7.2020. Bzovc, nazaj sva. Tako da. Ja. Pusti šlav z vodo. Dej slušalke v ušesa. Ja, pa imamo Podgurc, evo, še en, to 40-letnik. Življenje kruto nam je vzelo opazovalnico, pa je ne 17 pikc, to je weird. Tega naslednjega mi je žal. Sprav 5 zvezdic, Luka Sifredi. Sta v žlahti. Mogoče pa sin. Ne, Ja, prosim. sin ni Luka. Okay, v redu. Prosim, Sažda, zavrnite opazovalnice v naše življenje. Hvala, lep večer. Prosim. To je pa zelo poetično. Ja. Zavrnite opazovalnice v naše življenje. Ampak prej smo ugotovili, da je bila opazovalnica vedno v super poziciji. Nehaj, prosim. Nehaj. To je lahko naslov, super pozicija. Ja. Naslov, a ne, zmenen. Okay. Jež, come on. 39, zdaj pa to je že za 1 leto vse skočilo. Kar rekel, come on. 39, 2021, tremendous je subject line. Ne bo se joče, ker ni več opazovalnice, make podcasts great again. To je smešen. Jež iz gozda, hvala jež. Okay, še 3 imamo. Okay. Dobro. Janez Slovenski, veš, to pa ta, veš, kleni ljudje naj poslušajo, kleni ljudje. 5 zvezdic, controversial, subject line. Ja. Pa je pa samo hvala, pa veš, v emoji.
ker ljudje mislijo, da mol je emoji. a ne? Je. Ni. Je. To je high five emoji. Veš zakaj, kako vem? Kako veš? Napiš v iPhonu, v tisti, ki ti predlaga in napiš pray Ja, in ti ga bo ponudil. in ti ga bo Ampak v ponudil. originalu je to high five bil, pa so ga pa ljudje tako začeli uporabljati in je naknadno prišlo do tega, da je prej. Sam povem. Kdo je to dizajniral? Johnny Ive? Mogoče unga je, to ga celo je. Okay. Pa imamo Hotimir, 16.9.22. A je to resnično ime Hotimir ali je Skaba, kao hot, mislim, iz Beljanke? Okay, slabo. No, a ste hoteli, da smo nazaj? Zaradi te šale. Narodni zaklad Jure, pa še Tomo. Jaz sem pa še. Vidiš, Narodni zaklad Jure, pa še Tomo. Ne? Ja. Najboljši podcast mreže aparatov, spižanc, pa kožarkar skrita se pod mizo. Doktor Godler je narodni zaklad, što te pač ne, pihajo na dušo. Ne, pihaj na dušo. Ja. To sem jaz napisal. Ne, ampak seriously, če bi rekel mi nekdo, da si izmislil neko ime, tako balkansko oziroma južnjaško navdahnjeno, Ja. da bo impliciralo tako malo Randy, bi si izmislil Hotimir. bi rekel, Okay. Tihomir in to podobno. Naprej še enje? Še en je zmajček, počrtaj, 5 zvezdic, klic na pomoč, subject line, vrnita se med žive. Ja, to smo že obdelali. Ne? Parkrat. Okay. Ne, vesel sem po eni strani, da imava toliko teh odzivov. To je ena stvar, ki mene kar zadela takrat, ko smo začela meriti rejtinge in to, ko nam je AGB Nielsen zmeril, koliko ljudje to dejansko poslušajo. To je, ker dejansko ne dobiš odziva na podcast. Tudi na televiziji, ne? To je eno od... Klega več dobiš. Ja, ma tudi ne, veš, to je tudi... Mislim, dobiš ga, ti jih ne gledaš, to je težava. No. Ali pa jaz posnamem televizijsko oddajo in potem grem se sleč iz kostuma. Mislim, pač iz kostuma. Pa kakšen je ta kviz sreče? Ti si kviz sreče. V glavnem. Ja. In ne dobiš odziva. Ti imaš kostum za kviz. Ne, pa pač to sem tako rekel, pač rekel znam dol, pa kravato. Sam kleher za kravato, ostalo pa, spodna majica, pa hlače pa stanejo gor. Pač za viski pit ne rabiš drugega. Torej, ocene 5 zvezdic, Miha z 55, 22, 6, 2020. Fak, sred COVID-a. Ja, pa se takrat, COVID je že bil, ker sem midva delala, veš. A je bi že takrat bil? Ja, takrat je glih štartal, pa je bila pa pandemija. Tako zares, mislim zares, pač, da smo bili doma. Ljudi sva zapustila takrat, ko so najbolj potrebovali. Ošel tega ne bi naredil. Ošel bi podcastov naprej. Obi naprej. Oh, God, Obi vse vašram poklicu, zdaj bi tak lockdown. Torej, konstruktivni balzam za ušesa in zvezda Severnica. Subject line. Miha z 55. Piš 55 let star človek, ne? Tudi starejši poslušajo. Ja, ali pa pač neko številko napisal. Zakaj? Zakaj bi pa 55 dal? Ja, včasih nujno reče. Ja, vem, pa daš nekaj drugega, kot 55. Pa vsi mislijo, da si ali rojen leta 55 ali si pa 55 star. Oboje slabo. Predraga Sultan in Komander. To so mi dva. Ja. Naj se vama najprej srca zahvalim, ker z opazovalnico bogatita naše življenja. To je pa ta sindrom najnih fanov, oziroma fanov opazovalnice, ker so vsi so sarkastični. To je ta ultimativni. Karkoli nekdo izrazi v zvezi z opazovalnico, je sarkastičen. To se da strinjam. V glavnem, če bi moral opazovalnico primerno opisati, bi dejal, da je kot zvezda Severnica na nebu podcastov, ok, to je res, najsvetlejša zvezda, ki je ne moremo in ne smemo zgrešiti. To je tudi res, čeprav zveni kot kak star govor od Tonija Blaira. Opazovalnica je veliko več kot le podcast, gre za konstruktivno debato med dvema vplivnima posameznika, v primeru Godlerja tudi izjemno čednega, nikar se ne slepimo, to zdaj zgleda, da sem se sam spomnil, pa dodal pa ni. To dejansko piše. No. Eden je čeden, pa Tomo, pa še Tomo, kako je bilo prej. Ja, sem zraven. I'm cool with that. Come on, ki se odlično dopolnjujeta. Kako tudi ne, saj podcast venomer sledi vnaprej skrbno začrtanemu scenariju, kar se vedno pozna, saj je vsak del kot idealno zavito božično darilo, ki navduši tako z izgledom, kot tudi vsebino. Vajni pogovori so kot balzam za ušesa, vajni modri nasveti pa kot luč na koncu tunela za naše na videz nerešljive zagate. Zaupala sta nam nauke Gaje, to sem se pa preklet viski, po zaslugih katerih je marsikateri poslušalec že občutil spokojnost in odkril namen svojega obstoja. Iskrena zahvala za vajino delo, le upam lahko, da bodo tudi vse
naslednje sezone tako nepozabne. Kako je pa ta vedel, da bodo naslednje Ja, sezone? ni Se zdaj ne vedel, bomo... da so nehala najbrž. Ne, to je en človek, ki je vedel za super pozicijo. Glavno, lep pozdrav in hvala, ker sta Miha. Ok, to so bile ocene. Dejte nam jih. To je zelo cenim, zato ker gre za, bi rekel, 500 besed. Med 300 pa med 500 besed. En A4. A je to zdaj? Mal manj. A to si zdaj hodil vedeti, jaz kot pisatelj. Jaz te, ki stvari vem. Ker takoj ocenaš. Ja. Ti v bistvu kam Matrix vidiš. Ti vidiš tekst in je tako, to je toliko besed, to kaštir strani. In že iz tega stališča cenim to, ker vidim, da se je to mogel nekdo čas vzeti. To je res. Tako da hvala. Hvala, Miha. Hvala, Miha. 55 let star Miha. Miha Z. Takrat je bil 55, zdaj je 58 že najbrž. Tako da ja, to so bile ocene. Zdaj pa, ker sva imela sva še napisano, da se bomo o nečem pogovarjali, ampak sva že Ivar dolga. A sva dolga? Ja, da mislim, že na 25 minutah sva. Ne, to ne more biti. Resnično. Ja, mene je tudi malo presenetilo, moram reči. Okay, v glavnem, kaj si hotel danes povedati, poleg superpozicije? V bistvu, kdaj sva pa imela kaj zapovedati? V glavnem, posebni občutki so in hkrati strah, odgovornost je velika, se vrniti po toliko letih, ker comeback vemo, da ne deluje. The difficult second album, ne? A ni to za tretjo televizijsko sezono? A ni vedno za drugo sezono, vse je za drugo. Ne? Prevencija vrhunski in potem je zmeram nadaljevanje razočaranje. Kar bo tudi tle res. Jaz mislim, da treba to ljudem iskreno povedati. Jaz mislim, da to ne bo tako dobro, kot je bilo. A si se tako spremenil vmes? Vsi se spremenimo, poslušalci, prej so bili 35, zdaj so 40, razumeš? To se pač tako je. Jaz vam ne zameram, če boste nehali poslušati. Ali občutiš svojo starost? Jaz priznam, da pri tebi tega nikoli ne vem. A če jo jaz občutam? Ja. Absolutno jo. Absolutno jo. Pa ne pravim, da sem zdaj rato 70-letnik, ampak dejansko se zavedam, Ne mislim to. da sem starejši. Hočem reči, Ja. ti imaš otroke, Ja. več njih. Ja. Tako kot ti, samo da jaz imam svoje doma. Povej. Odvisen, koliko se ti splača. V glavnem, Anže, še vedno pa igraš igre. Ja, jih. In po eni strani si vstal nekje v otroškem miljeju. Treba je nahraniti. To me zanima. Treba je nahraniti otroka v sebi, ne? To je dejstvo. Ker jaz vedno padem na te, pa Nintendo izda za okrog Božiča največkrat, Game & Watch. Ja. Predlani so izdali Super Mario. Ja, to sem pa, ga imaš, ne. Zdaj so izdali, mislim lani, ali kdaj so izdali Zelda 1, 2, pa za Game Boy, 3 so bile gor, ne? In take stvari pridejo ven, oh my god, come on, in pa grem to kupiti, ne? In potem vzamem v roke in natanko po 5 minutah odložim. In se ne dotakneš. Ja, in se daš na eBay. Ja, in se sprašujem, zakaj sem jaz to kupil in ali imam jaz gensko napako. Ne, hrepeniš po otroških. Po bolj nedolžnih otroških časih. To bi jaz rekel. Potem hrepeniš. Okay. In potem vidiš neke te stvari in si rečeš, ko bom to kupil, se bom vrnil. Ne? Ja. Super pozicija, ne? Vidiš, že spet sva kle. Če sem prav razumel, tak res koncept, ki mislim, da si ga zmislil. V glavnem? Ne, res je. Ja. Zelo zanimivo. Ker to je vprašanje psihološko, psihoanalitično. Ja, tudi. Ja. Vse to so zdaj vsi podcasti ratali, tako da lahko tudi mi dva se preklopimo na ta vlak. Dajmo biti iskreni, naši očetje. Ko smo bili mi otroci, so bili oni tako stari, kot smo mi zdaj. Ja. A je tako? Ja. Če bi jaz mojega očeta videl, kako Gameboy drka, bi si mislil, kaj s tem človekom narobe? Hvala, to zdaj mene rostaš. To zdaj mene rostaš. To sploh ni rost. To zdaj mene rostaš. To je globoka psihološka debata, ker to so stvari, ki jih jaz ne znam odgovoriti. Kako to psihološko vpliva? Tvoji otroci že igrajo igrice? Zelo omejeno, ker ne pustimo zaslonov. Ne. Ker so neka navodila od pediatrov, da čim kasneje zasloni, ali pa zelo omejeno. Pri koliko letih pa lahko dobi zaslon? Mislim, da je telefon, mislim, da je tako 14. Ja, mislim, da je tako res pozno. Se pravi, tisti ne velja, eni starši dajo iPad, sam da je otrok tih. Mislim, to pali, sam odvisen, kdo hočeš to početi, tako bom rekel. Mislim, itak nikoli ne rabiš. A na to si pripravljen? Na adolescenco? Ne, nisem, se to bajem benni. Kako ni, če enkrat je Clear Blue pokaže ting, ting.
Mislim, ali ne naredi ding. Ja, Ali naredi ding. Ja. Ne, tako, ti si res. Ti si v stiku z navadnim človekom. Če naredi- Clear Blue naredi ding. Mislim, ne vem, lej. Ne, tako je. Prav, če naredi enkrat ding. ding. Point being, ker Clear Blue naredi ding in ti rečeš v tistem trenutku, da nisi pripravljen na adolescenco, si pa sam. Ker sploh na tem ne razmišljaš, nisi pripravljen na nič. Na nič nisi pripravljen. Upaš na najboljš. Jaz ne vem, kako bi bil pripravljen, jaz ne vem, kaj bi si rekel. Mislim, če bi naredil Clear Blue ding. Kaj bi si jaz rekel? Jaz bi si rekel, Če bi bil jaz. Ja, jaz bi rekel, wow, kjer nor test, da ima zvočnik noter. Da so se potrudili za nekaj, kar se v bistvu enkrat uporabi in stran vrže, da so speaker vgradili noter. noter speaker. Ja, to se bi mi zdelo. Kaj pa Ti si vi? res. A je vaš Clear Blue, no, če ste noseči, seveda, punce, če bi mi naredili ding. Ding, moramo iti, vsakaj. Klevo vidva zaključila, ker ne vem, kam to pele. Jaz bom še enkrat 3 stvari iz začetka vam povedal, ne, če lahko. Discord obstaja, pridite, preberite pravila, bodite prijazni, pa se lahko pogovarjamo, kaj obstaja, podpri.si oziroma aparatus.si pošiljnica podprite opazovalnico. In tisti, ki jo boste podprli, boste zdaj kmalu tudi slišali še aftershave. Morate se tam ekstra naučiti, zelo simple, ker so pri glavah ljudje to delali, se kar znajdli. Če vam kaj ni jasno, napišite meni na Discordu oziroma mi pošljite mail na anze@aparatus.si, pa vam pomagam. Kako na Discordu, če ne gre na privat? Kaj? Privat Se lahko message. napiše v kanal. A ja, v kanal, ja, ok. Ja. Ti imaš res težave s tem. Okay, v glavnem, to še pa vas prosim, aparatus.si pošiljnica opa help. Res, ker drugače bomo poslušali neke fake teorije fizične. Pa ne, niso to fake teorije, to je v redu. znan papir. Veš kaj, slišal se je prepričljiv, jaz ti ne verjamem, nehaj govoriti. Tako da hvala vsem, ki ste poslušali in zdaj kao midva rečeva adijo, ampak in zdaj bo tako fade out bo. In spet špica. Ne bo špica. Zakaj ni špice? Pa ne bo še enkrat špica. Ti pa Zdaj tvoj sva že v aftershave, jaz tam bom to. čud za šov.